ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Hrastničani bodo v teh dneh že zelo kmalu praznovali svoj občinski praznik, zato smo v naš studio povabili hrastniškega župana Mirana Jeriča. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem ETV. To oddajo spremljajo gledalci v petek, midva jo snemamo v sredo, dan po, lahko rečemo, rekordno dolgi seji občinskega sveta, več kot 4 ure je trajala. Zadnja seja občinskega sveta v Hrastnik, vsaj zame, pa za tiste, ki smo jo spremljali, je bilo najbolj zanimivo poročilo koordinatorja skupine za Zasavje, poslanca Marjana Dolinška. Kako ste vi videli to njegovo izvajanje, te njegove besede, ki jih je na seji povedal? Res je, da je bila ta 7. redna seja majčkeno daljša. Običajno končamo sejo občinskega sveta v Hrastniku, tam približno 3 ure trajajo, ta je bila nekaj več kot 4 ure. Je pa potrebno poudariti, da je bilo kar 15 točk dnevnega reda. Točke so bile zahtevne in mislim, da je bila tudi živahna razprava, ker je prav. Poleg tega poročila smo obravnavali še nekatere druge zelo pomembne točke. Med drugim smo spremenili odlok o izvrševanju proračuna in s tem omogočili zadolžitev komunalno-stanovanjskega podjetja za nabavo novega specialnega vozila. In pa seveda, ker je bilo pomembno, da smo sprejeli tudi novelacijo Invest programa za regijski center za ravnanje z odpadki. To nam omogoča seveda, da bomo sklenili nove sofinancerske pogodbe in na podlagi nove študije smo v države prijeli dosti več denarja in od Evropske unije in razbremenili občinske proračune. Če samo za primerjavo povem, država in Evropska unija bodo k temu projektu prispevali približno 2 milijona 600 več, kot je bilo načrtovane, občine pa približno 2 milijona 200 manj, kot je bilo prvotno predvideno in regijski center bo 15.9. tudi dokončan. Še ostale pomembne točke so bile kot je akcijski načrt, seveda nekaj kadrovskih zadev, kar je tudi pomembno, da smo znižali cene vrtca v naši občini. To je včasih, ko se več ali manj vse drži, bolj izjema kot pravilo. Mi smo se odločili in to smo tudi že pri sprejemu proračunskih dokumentov napovedali, da bomo skozi politiko cen poskušali na področjih, kjer je to mogoče, tudi znižali cene in na področju predšolske vzgoje smo to postorili. Nosilna točka je bilo seveda tudi to poročilo vodje koordinacijske skupine za Zasavje. Ta koordinacijska skupina je bila ustanovljena po obisku predsednika vlade, mislim, da 8. decembra v Trbovljah. Naloge te koordinacijske naloge jih je več, če tako vem. Najprej so se začeli ukvarjati z prezaposlitvijo oziroma z razreševanjem presežnih delavcev v termoelektrarni in seveda s postopkom likvidacije. Poleg tega pa je naloga te komisije tudi zmanjšati okoljska bremena v Zasavskih dolinah in seveda na nek način spodbuditi nove zaposlitve, zmanjšati števila brezposelnosti. V bistvu ti cilji, ki so zapisani v programu konkurenčnosti in razvojne pomoči tudi za 2 zasavske občine in občine Radeče. Zdaj tisto, kar sem jaz pričakoval, bom rekel, te delovne skupine, da čim prej sprožijo aktivnosti okrog energetskih projektov, ki smo jih mi že pred leti uskladili v zasavskem prostoru, se tudi ponotili okrog
teh projektov in jih tudi predstavili vsem tistim, ki morajo te projekte tudi izpeljati. Eden od teh projektov je izgradnja hidroelektrarn na Srednji Savi. Po mojem mnenju so zdaj aktivnosti sicer stekle za ustanovitijo nove medresorske skupine, ampak te stvari grejo prepočasi. Če pogledamo... O tem se pogovarjamo že, ne vem, več kot 5 let, če ne še dlje, ne? Ja, v bistvu od leta 2004, ko je država podelila koncesijo za izkoriščanje oziroma za izkoriščanje vodnega potenciala Srednje Save holdingu Slovenskih elektrarn, pa do danes nismo prišli do podpisa koncesijske pogodbe, ki je osnova za umeščanje prvih 3 hidroelektrarn v prostor, to se pravi za pripravo in sprejem državnega prostorskega načrta. Jaz upam, da bo država sprejela odločitev, se pogovorila s tistim, ki ima koncesijo, da če ne more izvesti te aktivnosti, da to koncesijo ima pa holding Slovenskih elektrarn. Pa nima denarja, ne? Pa nima denarja, ker ves investicijski potencial je v termoelektrarni. Ampak to že nekaj let vemo, ne? Vedo. Drži, ampak noben ni ukrepov in vzel to koncesijo, seveda po postopkih, ki jih je potrebno speljati pravnih, in prenes koncesijo na Sreso. Tudi že nekaj let vemo. To pa je, za tiste, ki ne vemo. To je pa družba, ki je bila ustanovljena v Zasavju, ustanovili so jo 3 družbeniki, med drugim tudi holding Slovenskih elektrarn, potem je iz območja Posavja je družbenik Gen in pa Savske elektrarne, tam imajo različne družbene deleže. Mi že nekaj let tudi vemo, da s spremembo zakona o vodah je mogoče prenos koncesije z holdinga Slovenskih elektrarn na Sreso. To je treba čim prej postoriti. Sreso je potrebno kadrovsko ojačati. Jaz mislim, da imamo v Zasavju kar veliko ljudi, ki ima znanje, primerno izobrazbo za izzive na energetskem področju in da bi Sresa pričela z aktivnostmi takoj po podpisu seveda koncesijske pogodbe z umeščanjem prvih 3 hidroelektrarn v prostor in seveda potem z izgradnjo. Da pa začnejo recimo graditi hidroelektrarno v Suhadolu, ne, je pa potrebna izgradnja ceste Hrastnik-Zidani most, ne? Res je, tle je ena podobna zgodba kot prej pri sklepanju koncesijske pogodbe. Tudi prva pobuda za izgradnjo glavne ceste Hrastnik-Zidani most je bila dana leta 2004. Približno 8 let smo rabili, da smo prišli do državnega prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2012. Na ministrstvu radi povejo, da je bil to edini državni prostorski načrt v Sloveniji, ki je bil sprejet z odobravanjem oziroma, ko smo imeli zaključno razpravo o Hrastniku, so ljudje ploskali tem rešitvam. Seveda pričakovali pa smo, da takoj po sprejemu državnega prostorskega načrta se bojo pričele aktivnosti za izdelavo ustrezne projektne in gradbene dokumentacije s pridobivanjem seveda vseh dovoljenj in s pričetkom gradnje. Ampak tudi od tistega leta 2012 se v bistvu ni zgodilo nič. Kljub temu, da ste vsaj vi kot župan na ves čas na to opozarjali, pa tudi drugi, ne? Večkrat smo pisali tako resornim ministrom, kot seveda tudi različnim predsednikom oziroma predsednici vlade, da je to eden od razvojnih projektov za Zasavje, ki ni pomemben samo z vidika umeščanja in izgradnje hidroelektrarn na Srednji Savi, ampak ima tudi druge pomembne vidike, predvsem razvojni vidik. S to glavno cesto od Hrastnika proti Zidani mostu odpiramo zasavski prostor, ne hrastniški, zasavski prostor proti Posavju, nazaj proti Celjski regiji. In ustrezna infrastruktura je seveda tudi pogoj za razvoj, bom rekel, tako novih dejavnosti, kot nasploh življenja v teh zasavskih dolinah. In pomembna je še z enega drugega vidika, iz okoljskega vidika, ker mi smo v program ali pa načrt za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka v zasavskih občinah to prometnico dali kot prednost, ker promet je potrebno usmeriti ob Savi navzdol, ne ga valiti čez te ozke doline in seveda potem je velik vpliv tudi PM10 oziroma prašnih delcev. Tako je. No in ko bi pričakovali, da bo koordinator, torej poslanec Marjan Dolinšek povedal, kdaj se bodo te investicije začele, smo bolj slišali, da se niti še ne ve, ali se bo ta cesta gradila, niti se še ne ve, ali se bodo gradile vse 3 hidroelektrarne. Torej, en kup enih dvomov.
Glejte, treba je poudariti, bom rekel tudi to, da ima spoštovani poslanec Državnega zbora Marjan Dolinšek izredno nehvaležno nalogo. Ki pa jo je sprejel, ne? Ki jo je sprejel. V tej koordinacijski skupini so predstavniki tako Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo, 2 državnega sekretarja iz kabineta predsednika vlade, iz nevladnih organizacij iz Zasavja Tadeja Bučarjeva in seveda tudi en strokovnjak s področja energetiki in pri svojem delu lahko povabijo k sodelovanju tudi druge različne strokovnjake. In tle na področju energetskih zgodb je po mojem tudi ta skupina ujetnik zgodbe, da v Sloveniji od leta 2004, ta letnica se vse skozi ponavlja, nimamo energetske strategije. Sprejemamo jo že več kot 10 let, brez sprejetja energetske strategije pa težko umeščati energetske objekte v prostor. Jaz mislim, da to sicer določenim lobijam na področju energetike paše, potem dobi, bom rekel, nek energetski objekt, pa neko investicijo, tisti, ki je bolj glasen, da ne bom rekel še kaj drugega, in se mi zdi to slabo. Država mora postaviti z energetsko strategijo razvoj energetike v tej Sloveniji. To ni pristojnost lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti smo zadolžene, da na podlagi sprejete strategije pomagamo umeščati objekte v prostor oziroma zagotovimo družbeno sprejemljivost oziroma vpetost teh objektov v prostor. In če skozi to pogledamo, so ujetniki, bom rekel, ena zgodba na tem področju. Ker se tiče pa ceste, pa ena podobna zgodba. Tudi tle nimamo strategije. Zdaj v javni razpravi. Mi smo imeli nacionalni program za področje železnic in avtocest. Avtoceste so se, v bistvu ta projekt zaključujemo, slovenske železnice so bile podhranjene. Ker se tiče pa razvojnih osi in priključkov na razvojne osi, pa državne cestne mreže, pa ni bilo nobene strategije, ni bilo nacionalnega programa in jaz upam, da bo to... Samo veliko besed v vseh teh letih. Ampak tisto, kar pa mene moti, in to sem tudi povedal, da bom 29. seveda se z veseljem udeležil tega sestanka v Ljubljani, na temo tudi hidroelektrarn na Srednji Savi, predvsem okrog razmejitve te državne in lokalne infrastrukture. To je tisti nabor projektov, ki smo ga vse 3 zasavske občine skladile. Mislim, da je okrog 68 projektov na tem gor. In zdaj, ko sem dobil prvo gradivo, pa se glih tiče, bom rekel, te glavne ceste, so celo neke ideje, več je scenarijev. Jaz upam, da bo zmagal tisti scenarij, ki upošteva sprejeti državni prostorski načrt. Mi ne bomo sprejeli nobene, bom rekel, polovične rešitve, da se ne bojo delali izvennivojska križanja, ker mi to cesto delamo za razvoj Zasavja, ne Hrastnika, in jo delamo za 50 let naprej. Ne moremo danes te podhode ohraniti, ki nam omogočajo razvoj teh krajev, ki ležijo nad železniško postajo in so povezani z nekim podhodom, kjer ni nobene prave povezave, in mi na te zgodbe ne bomo pristali. Prav tako pa tudi ne bomo pristali na zgodbo, da se spremeni vrstni red izgradnje. Mi bomo vztrajali na tem hidroelektrarn na Srednji Savi, da se zgradi najprej Suhadol in seveda potem Trbovlje in Renke, ker če bo obratni vrstni red, se bojim, ker eden od pogojev za izgradnjo hidroelektrarn na Suhadol je ta glavna cesta, ki ni pomembna, še enkrat poudarjam, samo hidroelektrarn, da nam bojo na koncu povedali, da spet ni denarja za izgradnjo te ceste in bomo ostali, bom rekel, tudi brez te pomembne razvojne osi. No, ampak vseeno, vtis tudi med svetniki včeraj na razpravi je bil ta, da se velikokrat ustanavljajo neke komisije, neke skupine, a ne bi bilo boljše, saj imamo predsednika vlade, saj imamo pristojne ministre, da bi udarili po mizi in rekli, in se odločili, saj zato so izvoljeni na tem mestu. Tole pa tole se bo zgradilo. Ne pa ustanoviti neko komisijo, ki se stankuje, rezultatov pa ponavadi ni. Vse to veste tudi sami, ko ste bili poslanec, ko se je kakšna komisija v državnem zboru ustanovila, saj do kakšnih zaključkov ponavadi ni prišlo. To je prelaganje odgovornosti, se meni zdi, na nekoga drugega, v tem primeru na koordinatorja Marjana Dolinška.
Poglejte, jaz se tle z vami strinjam, jaz mislim, da v tej delovni skupini za Zasavje pa koordinacijski skupini, kakorkoli jo imenujemo, bi morali biti resorni ministri, ki so odgovorni za posamezna področja, oceniti stanje, predlagati ukrepe, seveda te ukrepe bi morala vlada potem sprejeti in zagotoviti ustrezna sredstva in čim prej začeti izvajati, bom rekel, te ukrepe. Jaz upam, da bo do tega prišlo, da bomo začeli izvajati programe, ki so že sprejeti. Prej smo govorili v enem programu, ki je povezan tudi s tem delom komisije in jaz sem včeraj tudi opozoril na oba programa. Tako program konkurenčnosti in razvojne pomoči, tam so dobri ukrepi noter predvideni, ampak z rebalansom državnega proračuna za leto 2015 je država to proračunsko postavko za vsa problemska območja zmanjšala, mislim, da je z 21 milijonov na 13 milijonov in na koncu smo ugotovili, da ni denarja za izvajanje teh ukrepov in ko je vlada obravnavala, mislim, da je bilo poročilo narejeno v mesecu januarja ali februarja poročilo o izvajanju ukrepov, je pri več kot polovici ukrepov piše, da so v pripravi, da se ne izvajajo. Za primer bom povedal enega, za začetne investicije je en razpis bil objavljen, približno polovico denarja je bilo uporabljenega v letu 2014, ko smo računali, da bo v letu 2015 za tisto polovico, ki ni bilo porabljenega denarja in je v programu konkurenčnosti to not zapisano, izveden še en razpis, so na ministrstvu sporočili, da nimajo denarja za izvedbo tega razpisa in da se bo zgodil konec leta 2015, to se pravi, da bo operativen v letu 2016, a pa še za primerjavo. Eden od ukrepov je seveda tudi zagotovitev finančne pomoči pri firmi Radeče papir, ki je na novo, bom rekel, zaživela. Ta ukrep je v proučevanju oziroma vloge tega podjetja od 8. januarja do 2014 ni bila sprejeta odločitev ali pomoč bo in v kakšni višini. Tako kot tudi cesta, nujno potrebna cesta skozi Dol, tudi tu se kar prelaga iz leta v leto, ta investicija, pa občina lahko samo čaka na usmiljenje, kdaj se bo to zgodilo. Je pa potrebna, Nujno potrebno za zagotovitev ustrezne prometne varnosti, čez Dol pele blizu 5000 vozil, oziroma mislim, da je 4700. Leta 2008 smo sprejeli podrobni prostorski načrt za center Dola in seveda že takrat smo uskladili rešitve okrog poteka regionalne ceste čez Dol z ministrstvom oziroma direkcijo za ceste. Seveda tudi tle pričakujemo, da se čim prej pripravi projektna naloga, projektna dokumentacija in prične z investicijo oziroma rekonstrukcijo te ceste čez Dol. Mi smo v začetku meseca junija sedeli, mislim, da 8. z direktorjem direkcije za ceste in pa direktorico direktorata za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo v Hrastniku. Na tem sestanku so bili tudi predstavniki krajevne skupnosti Dol, sveta krajevne skupnosti Dol. Govorili smo o dveh cestah na območju Hrastnika, v tej glavni, v kateri sva že spregovorila, in rekonstrukcije ceste čez Dol. Dogovorili smo se, da bi v letošnjem letu poskušali saj narediti delno rekonstrukcijo skozi vzdrževalna dela ceste od poslovilnega objekta pa do gasilskega doma in seveda zgraditi tudi nov oporni zid po kopališču, ker ta je v takšnem stanju, da je nevaren za promet in seveda tudi za grobove na drugi strani. Jaz upam, da nam bo to v enem tednu uspelo uskladiti in da se bomo vsaj to lotili. Na tem odseku seveda bi pa radi zgradili tudi hodnik za pešce. Tudi včeraj je bilo v razpravi opozorjeno, da verjetno nimamo vseh soglasij. Jaz vem še iz javne razprave iz leta 2008, da je vsaj ena stanovanjska hiša nasprotovala temu, da se hodnik za pešce potegne po levi strani. Jaz upam, da jih bomo uspeli prepričati, ker gre za varnost vseh udeležencev. Iz Brnice, z tega območja proti Dolu, do poslovilnega objekta je hodnik za pešce narejen, od tam naprej ga še moramo zgraditi, le tudi otroci hodijo v šolo. In s tem hodnikom za pešce in s tem posegom bi tudi dovoze tem ljudem, ki imajo stanovanjske hiše na tem območju, zboljšali, tudi njim zagotovili večjo preglednost. Jaz upam, da bo toliko pametnega dialoga, da bomo na koncu našli najboljšo rešitev, bom rekel, za vse. No, čas pred občinskim praznikom je tudi čas inventure. Kako ste zadovoljni z zadnjim letom dela občinskega sveta, pa tudi občinske uprave? Jaz vedno rečem, da
eno je, kako jaz ocenujem, bom rekel, delo, bom rekel, občinske uprave, drugo je pa, kako občani in občanke ocenjujejo naše delo in kako so zadovoljni. To boste morali njih poprašati. Mi se trudimo v dobro občanov in se mi zdi, da tudi v letošnjem letu zaključujemo 3 pomembne projekte znotraj te finančne perspektive, ki se izteka, to se pravi 2007-2013. Letošnje leto je zadnje leto. Že prej smo malo govorili o regijskem centru za ravnanje z odpadki, ki ni samo pomemben okoljski trajnostni projekt za občino Hrastnik, ampak za vse občine, ki sodelujemo v tem projektu. Do 15.9. naj bi zaključili poskusno obratovanje, recimo v centru za nenevarne inertne gradbene odpadke na Neži že poteka, tako da je tudi ta problem smo rešili. Veliko objektov smo že zgradili v regijskem centru, zdaj nas čaka še dokončanje izgradnje regijske kompostarne pa mehanske biološke obdelave, 3. odlagalnega polja in pa čistilne naprave in pa seveda ureditev tudi dovozne ceste od Marnega do regijskega centra. Ta projekt pa gre vse po načrtih, ne? Tako je, ta projekt bo vreden približno 13 milijonov evrov, nekaj manj, zdaj bomo še pogajanja speljali z izvajalcem. Evropa bo zagotovila približno 9 milijonov 50 tisoč evrov za ta projekt, država nekaj manj kot 1 600 000 evrov, občine pa približno 2 milijona 200 tisoč evrov ali, tako kot smo prej omenila, kar znaten manjši delež, kot je bilo predvideno. To se pravi, ta projekt bo pod streho. Drugi projekt je energetska sanacija osnovne šole. Nekaj malega nam je še ostalo. V lanskem letu smo kar nekaj del upravili, v letošnjem letu smo energetsko že posanirali, zamenjali streho na mali telovadnici ob objektu osnovne šole. Zdaj nas pa čakajo še dela na tem visokem, novejšem objektu Hrastniške. To je bila še salonitka, ne? Tako je. Za ta in azbestne kritino salonitke bomo zamenjali. To smo lastna sredstva zagotovili približno 180 tisoč evrov. Za energetsko sanacijo smo pa pridobili približno 1 milijon 50 tisoč evrov. Ostalo občina Hrastnik zagotavlja, ampak treba poudariti, da gre za pomemben projekt, ki bo nosil s sabo prihranke blizu 70 tisoč evrov samo pri ogrevanju in seveda zboljšali bomo tudi pogoje za učenje naših otrok. In tretji šolskega leta novega bo investicija bi morala biti končana do 15. avgusta. Mi smo se z izvajalcem dogovorili, da bojo dela končana do konca meseca julija. To se pravi, da se bomo... Redko kdaj je prej, ne? Ja, mi poskušamo investicije prekončati tudi za mestno jedro, v katerem bom pa končal. To je pa tretji večji projekt. Mi mora biti tudi dokončan do 15. julija, bo pa dokončan v začetku meseca julija. Jaz računam, da bo tam nekje najkasneje do 10. julija tudi dokončan. Tle smo dobili še na tistem zadnjem razpisu, na katerem ki je bil na bencinske črpalke in smo dobili 380 tisoč evrov, 545 tisoč evrov je vreden projekt. Tudi tam smo se uspeli dogovoriti z lastniki stanovanjskih hiš, da bomo tisto kritično točko pri domu starejših oziroma proti kegljišču tisto Vinek zboljšali, zagotovili ustrezno prometno varnost, zamenjali bomo kompletno infrastrukturo, hortikulturno uredili, naredili novo pešpot oziroma varno pot za naše učence, povezali objekte Novi Lok 7 z Novi Lok 13-15, tako da bo ena luštna zgodba in tamle v sredini julija bo ta zgodba tudi odprta. Kaj vas čaka pa v naslednjem obdobju pomembnega? Veliko dela nas čaka, tudi v poletnih mesecih bomo morali pripraviti rebalans proračuna za leto 2015. To bo kar ena od prednostnih nalog. Čakamo na izid pogajanj med občinami in državo okrog povprečnine. Na Cerovcu sem že prej povedal, da smo uspeli z novelacijo Invest programa oziroma študije izvedljivosti ustvari tudi nek prihranek v Hrastniku, konkretno v Hrastniku je ta prihranek približno 210 tisoč evrov. Računamo, da povprečnina bo višja v drugi polovici leta in če bi bila to, kar zdaj predlaga vlada, 514, bi dobili dobrih 61 oziroma slabih 61 tisoč evrov tudi zraven še, če pa bo 525, pa slabih 110 tisoč evrov, tako da nekaj več prihodkov bomo ustvarili in seveda bomo poskušali skozi rebalans tista področja
za katere smo se tudi zaradi varčevalnih ukrepov na nek način morali nekatere investicijske posege porezati, zagotoviti v jesenskem času. Računamo v jesenskem času, da bomo sprejeli drugi strateški dokument na nivoju lokalne skupnosti, to je občinski prostorski načrt, smo za vključni fazi. In seveda pripravljamo projekte za naslednjo finančno perspektivo. Želimo si čim prej novih razpisov v tej finančni perspektivi, ker zdaj pa že dobro leto pa pol, odkar smo v novi finančni perspektivi razpisov še ni bilo. Mi bomo pripravljeni. Da jih ni? Ja, država je dolgo usklajevala, bom rekel, te strateške dokumente z Evropsko komisijo. Na drugi strani nimamo sprejetih še vseh strategij, ki so podlaga tudi za črpanje evropskega denarja. Mi smo v Hrastniku naš občinski razvojni program pravočasno sprejeli, čaka nas še ena pomembna naloga tudi na področju regije, da saj v mesecu septembru, jaz upam, po eni temeljiti razpravi sprejmemo tudi regionalni razvojni program. Čaka nas še kar nekaj investicij, teh manjših do konca leta. V jeseni bi radi sprejeli odločitev okrog Dovske šole. Fakulteta za gradbeništvo je pripravila strokovno podlago. Te strokovne podlage izhaja, da je smiselno obstoječi objekt izvediti oziroma narediti rekonstrukcijo tega objekta, zagotoviti ne samo energetsko sanacijo, zagotoviti te sodobne gradbene in pa seveda tudi prostorske normative. To šolo, če bomo šli v adaptacijo, rekonstrukcijo obstoječega objekta, bomo tudi nadzidali, adaptirali, energetsko posanirali. Torej ne bo se porušila, pa zgradila nova, ne? Verjetno se ne bo in v jeseni bomo skupaj starši z vodstvom šole, seveda tudi z občinskim svetom pa odbori, sprejeli ustrezno odločitev ali adaptacija ali nova gradnja. In nekatere aktivnosti tudi z ministrstvom že potekajo, da bi zagotovili seveda tudi ustrezne vire. Pa še veliko drugih zgodb je speljati za do konca leta. Vmes bo treba še sestaviti košarkarsko ekipo, ki bo tudi v tej sezoni igrala v drugi ligi. Res je, uspeli smo obstati v drugi slovenski ligi. Bilo je kar težko, ker smo šli skozi kvalifikacije, tako da kvalifikacije so se končale za obstanek tam konec meseca maja, tudi po finančni plati naporno. Letos delamo, se mi zdi, eno boljšo zgodbo, da bomo naredili eno tako zasavsko hrastniško ekipo. Tistih, ki bojo uvrščeni v to ekipo, bomo to pravočasno naredili in v jeseni štartali. Seveda zdaj nas čaka še kakšna druga zgodba, ne samo na športnem področju, tudi na katerih drugih področjih. No, v teh dneh se vrstijo praznovanja v čast občinskega praznika, nekaj se jih je še zgodilo. V soboto, če se ne motim, bo Dolska noč, ne? Stane Žagar, veliko se bo dogajalo, kdaj, kje? Ja, veliko se je že dogajalo. Mi smo štartali že 10. junija z pikadov turnirjem v krajevni skupnosti Steklarna, ker tudi krajevne skupnosti praznujejo nekatere v tem času, ko praznujemo v občini praznik. In seveda potem v petek, naslednji dan, je bil dan odprtih vrat čebelarjev hrastniških. Tisti 13. vikend je bil tudi poln junija. Imeli smo recimo na športnem področju, je bila tekma slovenskega pokala za mlajše selekcije v kajaku in kanuju na reki Savi. Imeli smo prvi praznik krajevne skupnosti Podkraj, tisto soboto 13. in srečanje z izgnanci, etno festival. Potem v teh dneh, ki so za nami, smo izpeljali zelo uspešno poletni festival hrastniške knjižnice, praznovanje treh pomembnih jubilejev naših gasilskih društev, 60-letnico Gasilske zveze, 70-letnico prostovoljnega gasilskega društva Prapretno in 110-letnico industrijskega gasilskega društva. Seveda še nekatere druge prireditve. Zdajle tale vikend, ki je pred nami, bo tudi zelo poln in obarvan. Vmes je bila tudi srednja prireditev v okviru Dneva državnosti na Kumu. Kjer ste bili vsi župani, ne? Kjer smo bili vsi župani. Predsednik državnega zbora. Tako, zdajle tale vikend, soboto oziroma v četrtek je praznik krajevne skupnosti Dol, v petek praznik krajevne skupnosti Steklarna, v soboto je pa srečanje veteranov in domoljubov na Kopitniku. To tradicionalno slavnostni govornik bo bivši predsednik države, gospod Milan Kučan. Izvedla se bo to soboto tudi druga etapa pohoda po poti spominov, ker v letošnjem letu
Na pobudo planinskih društev in pa borčevske organizacije bomo izvedli 4 etape pohodov po poti spominov, to se pravi druga etapa, potem bo pa tudi kolesarski vzpon na Kav in še kaj se bo dogajalo. Zaključujemo pa s praznovanjem občinskega praznika tam ti zadnji vikend. 4. bo Jamatlon v Hrastniku, bojo tudi kmečke igre in pa veselica v krajevni skupnosti Turje in še seveda nekatere druge zgodbe. In seveda vmes bo 2. julija ta osrednja prireditev. Še prej pa vaša tiskovna konferenca, ne, na Kalu, ne? 30. bo tradicionalna tiskovna konferenca in tudi lokacija je že kar nekaj let enaka na Kalu. 2. je pa potem osrednja prireditev. Pridete mimo grede s kolesom? Na tiskovno konferenco ne, pa tudi, če bom pošten, sem letos nisem veliko kolesarov, računam, ko bojo tele prireditve v okviru praznovanja občinskega praznika za mano, da si malo več časa Na vzel. tekmovanju vas ne bo na Kavu? Ne bo, imam druge obveznosti, pa tudi to je kar pravi izziv in moraš biti tudi pripravljen za ta izziv. No, potem ste pa omenili že v četrtek v Delavskem domu Hrastnik ob 19. uri slavnostna prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2015. Nagrade, zdaj se že ve, kdo jih bodo prejeli? Zdaj se že ve, kdo jih bojo prejeli. Zdaj o enem jubilantu sva že prej govorila, srebrno priznanje prejme Gasilska zveza Hrastniška. Letos praznuje 60-letnico svojega uspešnega obstoja in delovanja in gasilci so vedno pripravljeni pomagati ljudem, ko so v stiski, reševati življenje, zdravje in pa seveda premoženje ljudi in se mi zdi, da si tudi na podlagi soglasne odločitve na občinskem svetu zaslužijo to priznanje in jim bo podeljeno 2. in potem bomo podelili 3 bronasta priznanja. To pa predvsem za uspehe na področju društvene dejavnosti in pa na kulturnem področju. Tle je Cvetka Železnik, potem je Viktorija Matekl in pa seveda tudi Ečo oziroma Srečko Klenovšek. In pa podelili bomo tudi 4 priznanja županova Zlata Peresa za tiste učenke in učence, ki so vseh letih šolanja dosegli same odlične ocene. Lepo. Mogoče ob koncu še besedo ali dve o recimo največjem slovenskem prazniku, državnem prazniku. Kako gledate na razvoj Slovenije od osamosvojitve naprej? Se vam zdi, da smo dosegli tisto, kar smo takrat v prvem letu pričakovali, ali mogoče kaj škriplje? Zdaj, če se mečkim povrnemo, bom rekel, tudi v zgodovino, bom rekel, v to osamosvojitev in seveda državni praznik, Dan državnosti praznujemo na tisti dan, ko je bila takrat še v trodomni republiški skupščini sprejeta 2 pomembna dokumenta, to je bila deklaracija o neodvisnosti in pa temeljna ustavna listina o neodvisnosti in samostojnosti in od takrat naprej praznujemo, bom rekel, dan državnosti. En praznik ima še mečken daljšo zgodovino, to je dan samostojnosti in enotnosti, to praznujemo na razglasitev rezultatov plebiscita, ko smo se Slovenci res večinsko odločili, da želimo živeti v samostojni in suvereni državi. Ampak da se je vse to zgodilo, se je treba spomniti in letos praznujemo tudi pomembne jubileje, je bilo potrebno izvesti kar veliko aktivnosti, od priprav na osamosvojitev, zavarovanje vseh teh demokratičnih procesov. Mi bi lahko šli v leto 1989, 1. decembra je takrat slovenska milica preprečila ta miting resnice v Sloveniji in širjenje te jogurtne revolucije. In seveda tudi z to akcijo so se potem na nek način zavarovali demokratični procesi v Sloveniji, ki so pripeljali do samostojne in suverene države, ampak to nismo dobili, to smo si priborili. Suvereno in samostojno državo smo si priborili tudi za slovensko osamosvojitveno vojno, ker 26. je bil ta pomemben dan v skupščini, naslednji dan se je pričela slovenska osamosvojitvena vojna, ki nekateri pravijo, da je trajala samo 10 dni, jaz pravim, da je trajala mnogo dlje.
Zato sem šel v letu 1989, ne. Če me ne bi mi v mesecu maju, pa tudi prej, izvajali določene aktivnosti, ustanovili neko skrito tajno organizacijo, kot je bila manevrska struktura, ki letos praznuje 25-letnico, in seveda, da se ne bi tako odločno in postavili v bran agresiji Jugoslovanske armade, mi danes ne bi živeli v samostojni in suvereni državi, in se mi zdi, da moramo biti ponosni na vse to. Ponosni na enotnost, na pogum Slovencev in pa seveda na odločnost v tistih časih. In tega nam po mojem... Ki so takrat vodili državo. Ker danes včasih pogrešamo prav to odločnost. Ko se treba nekaj odločiti, se je treba odločiti in vzeti tudi potem odgovornost za tisto odločitev. Ne? Drži. In to, kar sem hotel zaključiti, že prej sem poudaril, da smo se mi to, da domovina ena, in to smo si priborili, ne, treba spoštovati. Ni vse tako, kot smo si želeli. Mene najbolj moti, da v današnjih časih bolj iščemo stvari, ki nas razdvajajo, ne iščemo pa stvari, ki nas povezujejo. Ker te cilje smo v Sloveniji dosegli, ker smo bili enotni in bili povezani. Povezane so bile obrambne strukture, tako policija, vojska, tudi z državljani in z državljankami. In ker smo bili enotni, tudi politika je imela skupen cilj, smo uspeli. In če bomo tako povezani in enotni tudi v prihodnje, sem prepričan, da nam bo uspeli. Lahko pa smo in smo upravičeni, kritični tudi do razmer v družbi in državi, in je potrebno te stvari spreminjati z nekim optimizmom na boljše. In če bomo znali skupiti skupaj, bomo seveda tudi uspeli. Ob koncu mogoče Hrastničanom še voščite ob občinskem prazniku. Kamera je vaša. Spoštovane Hrastničanke in Hrastničani, iskrene čestitke ob vašem in seveda našem skupnem praznovanju občinskega praznika. Povabil bi vas ob tej priložnosti še na prireditve, ki jih praznujemo v okviru praznovanja občinskega praznika. Seveda iskrene čestitke grejo tudi vsem rudarjem ob njihovem stanovskem prazniku in seveda še prej pa ponosno praznovanje našega državnega praznika, to se pravi dneva državnosti, in seveda želim vam mirne in prijetne počitniške oziroma poletne dni. Imejte se lepo in srečno vsem skupaj. Hvala za obisk v studiu. Še se bova srečala. Dobrodošli. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.